Najprej bi se zahvalil Božji previdnosti, ki je speljala naše poti, da so se na neki točki srečale. Da smo se srečali z Petrom in Genči, da smo se pogovorili. Zahvala tudi njima za zaupanje, za vse trenutke, ki smo jih skupaj preživeli, za vse besede, ki smo se jih izrekli, iz katerih je naše zveze, ki raste, iz katere je tudi nastal ta križ. V eni izmed prvih srečanj, ki smo se dobili, sta bile izražene dve želji. Prvo, da naj bo križ v obliki tav, torej Antonov križ, in drugo, da naj bi bil gor napis, to je dan, ki ga je naredil Gospod. Ko sem začel razmišljati o teh dveh stvareh, da se mi nekako zdelo, da to ne sodi skupaj. Po en stran tav križ kot znamenje, oziroma znamenje smrti, nekaj, kar je zelo težkega, nekaj, kar je zaprto, temno, neka masa težka. Po drugi strani pa ta vstajenski napis, ki mi je tako prišla na misel pesem, vstajenska pesem, to je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo se in veselimo se ga. In to dvoje mi nekako ni šlo skupaj. Ko sem tako razmišljal, sem rekel, to maso, ki jo križ nosi, je treba nekako odstraniti, zmanjšati. In ta napis, v tem se je pa nekako pol porodila tudi ta ideja. Prvi problem, da predtem pa je bil sam tav križ, mogoče eno besedo o tem rečem. Namreč tav križ je manj razpoznaven simbol. Križ imamo zmeraj to vertikalo in horizontalo, ki je jasno razpoznavna. Zdaj kot tisti delček, ki seže čez to horizontalo, nekako ni prisoten, je tudi ta berljivost dosti težja. To sem skušal nekako rešiti za tem preoblikovanjem horizontalnega dela, da se na zgornjem delu rahlo poviša, spodaj pa spusti. Ta vsebinski del, ta nezdružljivost, smo pa rešili na način, oziroma z mislijo je šla v to smer, da dejansko treba to maso odstraniti. Se pravi, vstajenska, rečemo tudi svetloba, ta lahkost, križ, ta teža naj se umakne tej svetlobi, vstajenski svetlobi. In tudi tukaj v tem križu vidimo, da je notranjost prazna, ni prazna, znotraj je ta svetloba, se pravi, križ se od znotraj začne preobražati. Nekako iz gneva se umika v tem vstajenskemu napisu. Ta moč vstajenskega preobraženja dejansko razkraja to težino, tudi napis je zato perforiran, križ dejansko se tam začne drobiti. Sam oznaka in ri kot prepoznavnost križanja se pa umika v drugo plan, zato je zadaj. Križ, če ga pogledamo, pa ima po drugi strani tudi občutek, da objema to vstajensko radost, kar je pa po neki strani, na nek način, sem jaz videl tukaj neko to dvojnost, ki je pa prisotna tudi v našem vsakdanjem življenju. Namreč za vse, kar hočemo dobrega storiti, se treba potruditi, se treba mečko pomatrati, kar je pa težko. In ta težina je usmišljena z neko nebeško svetlobo ali vstajensko radostjo, ni težka, postaje lahka. In to naj bi bilo tudi mogoče sporočilo vseh mimoidočih tukaj, ki grejo. Prav to, kar je težko, če imamo smisel, kar je za nas kristjane vstajenski stali Jezus, nam bo to mnogo, mnogo lažje. Hvala še enkrat za zaupanje.